srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, Jezus svojo je luč podaril, svetu je ne prikrivajmo. Razsvetimo s tem sijem zemljo, z novim srcem pričujmo zanj. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, pohodili smo skozi temo, ti si ogenj za nas prišel. S njim pojdimo, zažnimo zemljo in oznanjajmo nam Boga. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, sveta zvoli njegova roka, da resnico oznanjamo, da ponovno zrovname zemlja in v svetosti spet zagori. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, bratje v Jezusu smo postali, v ljubezni in veri pa. Le sam je naš Bog in Oče, z odpuščanjem nas rešil je. Spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja, spremenil srca je, spremenil nas je vse, on več živi. Aleluja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih vstalega odrešenika Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. In prisrčno pozdravljeni tudi ta večer, dragi bratje in sestre, pri naši skupni zahvalni daritvi, kar je Evharistija. Najprej zahvala Bogu za vedno znova prejete milosti. To svetomašno daritev nocoj obhajamo ob obletnici zarajnega Stanka Koritnika. Sicer pa začenjamo tam, kjer smo včeraj končali, ob pogledu, misli in z odprtimi srci v zavesti, da se na nas vedno znova razliva Božje usmiljenje. Tako je bilo razodeto Faustini Kovalski. Vsemu svetu oznanjaj moje nepojmljivo usmiljenje. Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetja vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja. Na ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti. Ta dan so odprte vse Božje pretočnice, po katerih tečejo milosti. Naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kot škrlat. Moje usmiljenje je tako veliko, da ga v vsej večnosti ne more doumeti noben razum, ne človeški, ne angelski. Vse, kar obstaja, je izšlo iz notranjosti mojega usmiljenja. Človeštvo ne bo okusilo miru, dokler se ne obrne k izviru mojega usmiljenja. In to usmiljenje je gotovo dovolj veliko, da se ne zaključi s koncem praznika Božjega usmiljenja. Tako tudi ta večer odpiramo svoje srca usmiljenju, Božjemu usmiljenju, najprej ob spoznanju svoje grešnosti, majhnosti, nepopolnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre,
Priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in v dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci in daj nam prejeti obljubljeno dediščino. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo je iz apostolskih del. Tiste dni so Petra in Janeza izpustili in prišla sta k svojim, ter jima povedala vse, kar so jima rekli veliki duhovniki in starešine. Ko so ti slišali to, so kakor iz ene duše povzdignili glas k Bogu in govorili: Gospod, ti si ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. V Svetem Duhu si govoril po ustih našega očeta Davida, svojega služabnika. Zakaj hromijo narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? Kralji zemlje se vzdigujejo in knezi se skupaj zarotujejo zoper Gospoda in zoper njegovega maziljenca. Resnično so se zbrali v tem mestu zoper tvojega svetega služabnika Jezusa, ki si ga mazilil, Herod in Ponci Pilat s pogani in izraelskim ljudstvom, da so izvršili, kar je že naprej določila tvoja roka in tvoj sklep. Zdaj, Gospod, glej njihove grožnje in daj svojim služabnikom, da bodo z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo. Zato iztegni roko za ozdravljenje in naj se godijo znamenja in čudeži v imenu tvojega služabnika Jezusa. Ko so odmolili, se je stresel kraj, kjer so bili zbrani, in napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in so srčno oznanjali Božjo besedo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Zakaj hromijo narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? Kralji zemlje se vzdigujejo in knezi se zarotujejo zoper Božjega maziljenca. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Bog, ki prebiva v nebesih, se smeje, Gospod se jim posmehuje, potem jim spregovori v svoji jezi in v svojem srdu jih prestraši. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Oznanil bom Gospodov sklep. Gospod mi je rekel: Moj sin si ti, danes sem te rodil, zahtevaj od mene in dam ti narode v dediščino in meje zemlje v tvojo lastnino. Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. Aleluja, ker si me videl, Tomaž, si veroval. Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu, slava tebi, Gospod. Med farizeji je bil mož, Nikodem po imenu, judovski prvak. Prišel je k Jezusu po noči in mu rekel: Rabi, vemo, da si od Boga prišel kot učenik, kajti nihče ne more delati teh znamen, ki jih ti delaš, ako ni Bog z njim. Jezus mu je odgovoril: resnično povem ti, ako se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva. Nikodem mu reče: kako se more človek roditi, ko je star? Mar mora drugič iti v telo svoje matere in se roditi? Jezus odgovori: resnično povem ti,
Ako se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa je meso, kar pa je rojeno iz duha je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel, treba vam je, da se rodite znova. Veter veje, kjer hoče in njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Včasih kdo tako imenitno poskrbi zase, da drugi o njem rečejo, poglej ga, poglej jo, se je čisto nov človek. Pri tem se ozirajo recimo na novo pričesko, naličen obraz in nasploh izdelan izgled. Nekdo drug se začne, denimo, aktivno ukvarjati s športom, poskrbi za zdravo in primerno prehrano in preoblikuje svoj videz, postane vitek in postaven, se primerno obleče in mnogi tudi to hitro opazijo in pospremijo s podobno opasko. Nov človek. Nekdo zamenja službo ali se preseli in pripoveduje o sebi in pravi, da je pričel novo življenje. Še veliko bolj spremenijo življenje kakšna močna občutja, recimo zaljubljenost ali razočaranje, bolezen ali pomemben pričakovan življenjski dogodek. Življenje se tako spremeni, da se nam zdi, da je ob nas nov človek. Marsikomu k tovrstni novosti in prerojenosti pripomore že daljši počitek, dopust, odklop od službenih obveznosti. Tako se nam po koncu poletja kdo pohvali, da prihaja iz eksotičnih otokov povsem, kako dolgoročni so opisani občutki. Ampak kakorkoli, racionalno in z razdalje pogledano, še vedno gre za isto življenje, kakorkoli mu rečemo novo. Čeprav kdo reče, da je nov človek ali da je prerojen, lahko gre sicer za res veliko preobrazbo, za veliko spremembo, a v resnici še vedno za isto življenje. Ima pa, kot smo lahko slišali, neko obljubo v smeri novega življenja in resničnega prerojenja, pripravljeno tudi Jezus. Pri njem se je oglasil zanimiv mož Nikodem. Izvemo, da je bil farizej, prvak, torej del judovske elite, tiste elite, ki je goreče pričakovala Mesija, pričakovala Božje kraljestvo, pričakovala novo in večno zavezo. Tiste elite, ki pa je bila v svojih pričakovanjih tako okostenela, ki je imela svoja pričakovanja tako jasno izdelana in uokvirjena, da Jezus v te okvirje ni šel. Nikodem je bil tudi del te elite, a so bili njegovi okviri očitno dovolj fleksibilni, da je Jezus pasal not. Tako je prihajal k Jezusu, kakor slišimo v evangeliju, ne med Jezusovim dnevnim poučevanjem zbranih množic, tega si kot farizej seveda nikakor ni mogel privoščiti, si je pa zato uredil nekakšne individualne učne ure, skrivaj, zvečer, celo po noči, pravi evangelij. No in naslov današnje individualne učne ure je prav prerojenje, novo življenje. Nikodem v Jezusu prepoznava učitelja, ki je navdihnjen. Pravi, vemo, da si prišel od Boga kot učenik. Jezus pa brez ovinkarjanja spregovori o nujnem naslednjem koraku, ki ga mora narediti vsak, ki želi vstopiti v Božje kraljestvo. Tako pravi Jezus, če se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva. In potem seveda na tisto začudeno Nikodemovo vprašanje, kako naj to naredi, Jezus potem spregovori o vodi, o krstu, o Svetem duhu. Skratka, o Božji milosti, ki nas preraja in prenavlja za resnično novo življenje. Novo rojstvo je krst, ko smo umrli staremu grešnemu zemeljskemu
ko je vse novi ljudje, smo po krstu, torej vsi Jezusovi učenci, vsi kristjani, ne le z novo oblikovano pričesko, ko bodo seveda razmere to dopuščale, ali pa z oblikovano postavo, ne le prerojeni zaradi izdatnega počitka in več prostega časa, v katerega nas je prisilil virus, novi ljudje smo, ker nas je Gospod nekoč dvignil iz krstne vode in nam pokazal nova obzorja, nov smisel in resničen namen našega življenja. In resničen namen našega življenja je živeti novo zapoved ljubezni. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. In to je v resnici mogoče samo v polju milosti. Zato smo današnjo svetomašo začeli tam, kjer smo jo včeraj končali. In zdaj smo v enem takem zelo ključnem obdobju med veliko nočjo, med spoznanjem, da je grob prazen, da Jezus živi, in med tistim drugim ključnim mejnikom, ki je naredil radikalno spremembo v srcu vsakega učenca in naredi radikalno spremembo v srcu vsakega učenca in v življenju cerkve kot skupnosti. Torej, govorim o binkoštnem prazniku. Tako tudi ta večer odpiramo svoje srca. Pridi, dajalec darov, toležnik vseh toležnikov. Ti si osvežilo za mojo dušo, njen počitek po trdem delu, njeno zavetje v vročini, njena uteha v bridkosti. O preblažena luč, napoj našo suhost, zaceli naše rane, upogni našo trmoglavo voljo, ogrej naša hladna srca, vodi naše zablodele korake, nakloni svojim vernim, ki upajo vate svojih darov, nakloni jim neskončno radost, ohranja jih v novem življenju. Amen. Znova se lahko rodiš, znova vse lahko začneš, ko preteklo zapustiš in odpraviš se na pot, Jezus s tabo bo povsod. In odpraviš se na pot, Jezus s tabo bo povsod, Jezus bo tvoj život. Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo, ti smirje čistosti. Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo, ti smir resnice je. Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo, iz vodnjaka večnosti. Greh je vsak minulih dni, odpuščeni bodo ti, ker jih je odkupil on. Božji mir te prenovi, Božji mir te prenovi, iz mira čistosti. Božji mir te prenovi, Božji mir te prenovi, iz mira čistosti. Dragi bratje in sestre, judovski prvak Nikodem je prišel po noči k Jezusu in se dal poučiti o Božjem kraljestvu, da bi bili tudi mi polni spoznanja, se zaupanjem obrnimo na nebeškega Očeta s svojimi prošnjami. Prosimo za Nikodeme današnjega časa, odpri jim srca, da bodo sprejeli Jezusovo blagovest in jo na to oznanjali. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki si jih v cerkvi postavil za pastire in učitelje,
naj nas zvesti Kristusovemu nauku vodijo k zveličanju. Prosimo te, usliši nas. Za vse krščene, ki smo bili prerojeni z vodo in svetim duhom, naj po zakramentu svete pokore vedno znova vstajamo v novo življenje. Prosimo te, usliši nas. Za bolne in trpeče naj bodo potrpežljivi v bolezni in trpljenju in ga združeni z Jezusovim darujejo za odrešenje sveta. Prosimo te, usliši nas. Za preizkušene naj v vseh okoliščinah ohranijo spoštovanje do lastnega in tujega življenja. Prosimo te, usliši nas. Molimo še za zdravje. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni, nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok v moji sveti cerkvi. Sveti Bog, sprejmi darove cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k tebi v večno. Gospod z vami. Kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, v vsakem času, posebno pa v tem slovesneje hvalimo, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerju vzel kelih, se je spet zahvalil, ga dal učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Jezusove smrti in njegovega vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega rajnega brata Stanka Koritnika, ki si ga z tega sveta poklical k sebi, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Združimo svoja srca in skupno molitvijo počastimo našega nebeškega Očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, in nam podari mir. Pomagaj nam, da se bomo varovali greha, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki odjemlja naše grehe. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo. Predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
Zahvalimo se. Hvala Jezus za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Jezus je stopil med učence in jim rekel: mir vam bodi, aleluja. Molimo. Usmiljeni Bog, prenovil si nas s svojimi zakramenti, varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Vsem nam želim, da bi ta večer, to noč in jutrišnji dan preživljali v morju Božjega usmiljenja, ki se razliva na nas, in ob tem, ko okušamo Božje usmiljenje, bodimo tudi drug z drugim usmiljeni. Gotovo je veliko potreb za to. Lep večer in mirno noč, pa obilje Božjih darov. Gospod z vami. Naj nas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Aleluja, 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 najdobni. Aleluja, aleluja, najdobni. Vstal je kakor je rekel, vstal je kakor je rekel. Vstal je kakor je rekel tretji dan. Vstal je kakor je rekel, vstal je kakor je rekel, vstal je kakor je rekel tretji dan. Tudi mi bomo vstali, tudi mi bomo vstali, tudi mi bomo vstali kakor on. Tudi mi bomo vstali, tudi mi bomo vstali, tudi mi bomo vstali kakor on. Večno bomo živeli, večno bomo živeli, večno bomo živeli v raju z njim. Večno bomo živeli, večno bomo živeli, večno bomo živeli v raju z njim. Aleluja, 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 najdobni. Aleluja, aleluja,